Pozdravljeni, danes so z nami člani Eurokauta, Anže in Luka. Povedali nam bojo malce o svojem delu. Prihajajo z osnovne šole Prebold in razdeljujejo svoje oboževalke po celi Sloveniji. Ker vas ostali ne poznajo, povejte nekaj o sebi. No, jaz sem Anže, sem glavni vokal in pa ritem kitara v bendu, obiskujem tudi glasbeno šolo. Ja, jaz sem tudi Anže, jaz igram solo kitaro in sem back vokal in tudi obiskujem glasbeno šolo. Jaz sem Luka, sem basist in tudi obiskujem glasbeno šolo. Kaj pa oboževalke? Ja, oboževalk je čedalje več, na vsaki prireditvi, ko imamo v šoli, so nore na nas. Hvala, ker ste si vzeli čas, nasvidenje. V nižjih razredih osnovne šole smo vsi nestrpno pričakovali, da nam učiteljica pove, kam bomo odšli na končni izlet. Razumljivo, saj je bil to na koncu šolskega leta in smo se radi sprostili ter zabavali. Sedaj pa je ta oblika zaključka delovnega leta začela izgubljati svoj pomen. Izlet, ki naj bi bil končni, so v šolskem koledarju prestavili na čisto drug termin. Sploh ni več na koncu leta, ampak na začetku. Torej, to ni več nagrada za celoletno delo, temveč naj bi bil kot spodbuda za začetek leta. Doživljamo tak končni izlet oziroma sedaj začetni izlet res kot nekaj spodbudnega? Ne, saj ta začetni izlet ni namenjen sprostitvi, ampak je to običajno ekskurzija. Obiskujemo razne znamenitosti in stvari, ki nam v teh letih morda niso najbolj všeč. Tudi ekskurzija mora biti, ampak naj se povrne tisti pravi končni izlet. Naj bo na koncu leta namenjen sprostitvi naših možganov po celoletnem razmišljanju. Živjo, Ana tu. Novica dneva je, da sta brata Urh in Rok dobila nagrado za Sam doma. Sama sta pripravila scenarij, k sodelovanju pa sta povabila še zelo odličnega igralca Urha Raka. Organizirala sta snemanje ter razmontirala končni izdelek. Pozdravljeni, moje ime je Jernej Radišek. Izhajam iz osnovne šole Prebold in tam hodim na RTV krožek. Na RTV krožku se imamo zelo super. Imamo razne logotipe, naprimer tole sem dobil tatu, tako kot naprimer v zaporih, Guantanami. V glavnem imamo se zelo zabavno, snemamo različne videe in filme. Služimo tudi nekaj denarja. Občina mi še dolžna 30 evrov, ampak to bo še prišlo. Sprva je delo. No, danes smo tukaj na RTV televiziji Slovenije, ki so nam predstavili vse. Pozdravljena, jaz sem Mojca, stara sem 13 let in ti? Jaz sem pa Nika, stara sem 14 let. No, in kot prvo vprašanje, ali si zaljubljena? Ne. Ok, dober odgovor. Čeprav vemo vsi, da ni res. Kako obnoreti fanta? Po mojem je najboljše pač, da si to, kar si in ga na takšen način najboljše obnoriš, mislim. Torej, danes bom gostila znanega modnega oblikovalca, ki je prišel iz New Yorka na dopust v Slovenijo. Zastavila bom nekaj kratkih vprašanj. Zdravo, Gal, kako si? V redu, hvala. Torej, kot modni oblikovalec, kje živite, kje delate? Zdaj trenutno živim v New Yorku, drugače pa imam tudi hišo v Londonu in hišo na Havajih. Drugače pa imam tudi modno hišo, tudi v Londonu, New Yorku in v Italiji. Tako da imam kar pestro. Tako da veliko potujete? Tudi. Kakšen je v bistvu vaš največji dosežek v vaši karieri? Mislim, da bo kar obleka za princeso Kate. Razmišljate, da boste imeli družino, mislite, da bodo vaši otroci tudi modni oblikovalci? O družini ravno ne razmišljam, ker mislim, da nimam ravno časa fantazirati. Če lahko temu tako rečem, drugače pa mislim, da se ne bi odločili za poklic modnega oblikovalca. Tudi jaz jim verjetno ne bi ravno pustil, da bi mogoče bi me celo prekašali, čeprav bi bilo fajn, da nekdo prevzame biznis. Dobro. Hvala, Gal, da ste prišli v to oddajo in nasvidenje.
Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra minuta. Danes sem z Adelo Vrečo, slavno pevko v oddaji in danes nam bo razkrila nekaj skrivnosti v svojem življenju. Adela, kaj vas je pripeljalo v Slovenijo? Ne vem. Verjetno zato, ker sem se rodila tu. Sem verjetno prišla nazaj. In ste prišli kaj na obisk k staršem ali imate to kakšno mlado ljubezen? Ne, pogledat sem prišla, kakšne možnosti bi bile tu. Kaj mislite, kakšen bo vaš pečat v glasbi? Bo ali je bil? Ja, ne vem, če mi boste to vi povedali. Upam, da bo čim večje, da bom pustila nekaj, zaradi česa se me bojo spominjali. Zahvaljujemo se Adeli Vreči, da je bila v naši oddaji. Se vidimo naslednji teden.